Spoznajte zgodbe slovenskih mladih kmetov. Katere kmetije sva doslej že obiskala? Marko, Kaja? od Primorske pa do Prekmurja, od Gorenjske do Dolenjske in vse povsod vmes. Poslušajte podcast Mladost na kmetiji. Dobrodošli in lepo pozdravljeni obiskovalci Gregorjevega sejma, še zlasti vsi tisti, ki ste prišli, da bi prisluhnili razpravi na okrogli mizi z naslovom Zakaj ni več mladih kmetov? Okroglo mizo pripravlja založba Družina v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, Zvezo slovenske podeželske mladine in NLB, ki je sponzor današnjega dogodka. Za uvod nekaj podatkov. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v poročilu, izdanem letos januarja, ugotavlja, da je starostna struktura kmetijskih gospodarstev oziroma nosilcev kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, citiram, izrazito neugodna, saj povprečna starost kmetov znaša 63 let, medtem ko je delež mladih nosilcev, mlajših od 35 let, le še 3,5%, kar je znatno pod povprečjem Evropske unije, ki je okrog 6%. O tem in s kakšnimi izzivi se soočajo mladi prevzemniki bomo govorili z gosti današnje okrogle mize. To so Stanko Tomšič, direktor kmetijske zadruge Trebnje Krka, Andreja Makovec-Beci, mlada prevzemnica, ki prihaja s hribovske vasice pod vznožjem Liscem, kjer se ukvarjajo z ekološko rejo kokoši nesnic, in Jure Hočevar, direktor poslovanja z agrosegmentom v NLB. Lepo pozdravljeni. Gospod Tomšič, začneva kar midva. Lani ste že bili na tem prizorišču, torej Gregorjev sejem, lani dež, letos pa se kopamo v soncu. Kaj je za sejem bolje, dež ali sonce? Ja, dobrodošli seveda na tej okrogli mizi, vsi skupaj tudi v mojem imenu, v imenu kmetijske zadruge Trebnje Krka, in hvala tedniku Družina, da ste to okroglo mizo organizirali. Ja, vedno je tako, da nikoli ni tako, da bi bilo za vse prav. Lani, ko je bilo deževno obdobje, smo se spraševali, ja, bo prišel kdo na sejem, ki je deževje, ki je prostor tak, kot je. Letos, ko je vreme lepo, smo se pa spet spraševali, ali bojo prišli na sejem, ali bojo vsi doma na poljih, in včeraj je bilo res tako, da je bilo veliko tega kmečkega prebivalstva doma na poljih, v vinogradih, tako da upam, da v zadnjem cajtu se ni tudi to spremenilo, kar je bilo včasih nekako pravilo, da smo na kmetijah res v nedeljo počivali, upam, da je tudi danes tako in da bojo prišli na sejem. Ja, videti je, da je ljudi res veliko danes. Za začetek smo slišali nekaj podatkov o tem, kolikšen je delež slovenskih mladih prevzemnikov oziroma mladih kmetov, in kar vprašanje za vse tri, pa vas prosim za kratek komentar. Kako velika težava se vam zdi dejstvo, da imamo pri nas tako malo mladih kmetov? Ja, to dejstvo, da je malo mladih kmetov, zagotovo ni dobro. Tudi podatek, kakšen odstotek je starejših kmetov, je zaskrbljujoč in neobhodno kaže, da bo manjših kmetij v prihodnje zagotovo še manj. To zagotovo ni dobro z vidika samooskrbe, z vidika prehranske varnosti in seveda na čedalje več področjih, kjer razmere za kmetijstvo niso optimalne, se ti prostori, ta zemljišča opuščajo, zaraščajo, kar zagotovo ni dobro tudi z vidika lepe slovenske krajine. Gospa Andreja Makovec-Beci. Dobar dan, jaz se strinjam z gospodom direktorjem. Dodala bi pa še, da tudi za podeželje, za socialno mrežo na podeželju se mi zdi opuščanje kmetij in manjše število mladih kmetov slabo, zato ker kmetje smo vseeno vezani na površino, na tisti dom. Verjetno zaradi opuščanja kmetij potem lahko grozi ali erozija prebivalstva ali staranje, hkrati pa tudi, če ni neke
družbene mreže, potem tudi vse ostalo trpi. Gospod Hočevar, še vaš komentar? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Ne morem, da se ne bi strinjal s predhodnikom. Stvar je v tem, da moramo v resnici pogledati tudi, kaj lahko naredimo za to, da ta trend preobrnemo. Gre za to, da se s tem izzivom ne srečujejo samo v Sloveniji, s tem izzivom se srečujejo širom sveta in v Evropi. Dejstvo je, da bomo verjetno tudi potem v nadaljevanju slišali v prispevkih, je zadeva večplastna, in potrebno bo pogledati, kaj lahko naslovi država, kaj lahko naslovi predvsem z vidika debirokratizacije kot take, kakšni so strukturni izzivi, govorim v smislu, kaj se lahko v bistvu naredi znotraj družin, da se mladim prej prepusti dejansko kmetije kot take, ker dejstvo je, da danes mladi pač enostavno niso več pripravljeni čakati do 40. leta in kasneje na prevzem, želijo nekako začrtati svojo življenjsko pot prej, kar je povsem normalno tudi v drugih poklicih, in tukaj je velika odgovornost definitivno tudi na nosilcih kmetijskih gospodarstv starejših, da pravočasno v bistvu predajo, kmetije kot take v roke mladim in gre v bistvu na ta način grejo stvari v pravo smer. Ja, izpostavili ste pomemben vidik o prenosu kmetije pravi čas. Andreja Makovec-Beci, vi ste pred približno 2 letoma prevzeli kmetijo in ko so se pred časom pogovarjala v podcastu Mladost na kmetiji, ki ga pri družini pripravljamo že 2 leti, ste takrat rekli, da imate 2 starejši sestri, pa da sta oče in mama gledala, kakšne fante si izbirate, vi sestre. Zdaj, kako so potekali ti pogovori in kaj je pretehtalo, da so kmetijo zaupali vam? Malo za šalo, ja, malo pa za res. Ja, nikoli ni bilo neke prisile, katera bo, vedno so starši dali na razpolago, ja, kmetijo boste lahko prevzele, se pač odločite, katera to bo. Potem pa je čas pokazal, kam smo se usmerile, čeprav smo vse 3 ostale v naravoslovnih vedah. Je pa čas pokazal to, da smo midva z možem pokazala največji interes za to, ostale 2 sta se strinjale in se je zadeva poklopila. Super. In ste v lepih odnosih. Super. No, za uvod v še bolj poglobljeno razpravo pa smo posneli izjavi mladih kmetov na terenu. Prvi uradno še ni prevzemnik, druga pa je že pred 10 leti prevzela vajeti kmetije. Prosim, da si zdaj pogledamo izjavi na terenu. Z nami je Domen Benčina z kmetije pri Birtovih, mladi kmet z Kozine iz Primorske. Kaj je za vas največji motiv, da vztrajate na podeželju? Ja, tisti, ki smo rojeni na kmetijah, to dejansko čutimo kot dolžnost. Tako da to okolje in tudi misel na prihodnje generacije nas ohranja, da ostajamo na podeželju. Zdaj z družino upravljate kmetijo, niste pa še uradno mladi prevzemnik. In kaj bi sporočili odločevalcem, ki skrbijo za kmetijsko politiko, kaj bi bilo potrebno postoriti, da bi bil prenos na mlajše generacije lažji? Tukaj bi na prvo točko postavil to, da bi mogli odločevalci nas bolj poslušati, naše želje v bistvu kmetov, ker ravno zaradi tega tudi jaz nisem mladi prevzemnik, namreč v mojem primeru je ta povod, da bi prevzel kmetijo, bil strani staršev, ampak nam zapletenost razpisne dokumentacije to onemogoča. Kar se pa tako pogovarjam s kolegi z drugih koncev Slovenije, je največja težava to, da so največji problem ravno starejše generacije, ki nočejo kmetij predati. Zato menim, da bi bilo nujno ustanoviti neko skupino za izobraževanje starejših, zakaj bi bil ta prenos na mlajšo generacijo tako pomemben. Kaj bi pa kljub vsemu svetovali vsem mladim, ki so na domačih kmetijah, ki kolebajo, ali bi ostali doma ali ne, zakaj ne se odločijo in kmetujejo naprej? Jaz mislim, da je hrana strateškega pomena, zato tudi dolgoročno gledano nase in na vse potomce in seveda tudi naše sodržavljane je to, da vztrajamo v tem in da omogočimo eno lepo skupno prihodnost.
Obiskali smo tudi Damjano Ostanek Heric iz okolice Ivančne Gorice, ki je postala mlada prevzemnica pred 10 leti. Damjana, kako ste se vi, starši, dogovorili glede prenosa kmetije na vas? Ja, pri nas je bilo dosti enostavno. Dosti enostavno je bilo v prvi vrsti zato, ker moja starša nista bila odvisna od kmetije in to je bilo takrat kot neko popoldanska dejavnost ob službi. Jaz sem jo vzljubila in v bistvu s tem bila tudi vzgojena, da to nekaj dobrega. In nekako mi je bilo pisano, da bom tukaj pa jaz lahko svojo plačo zaslužila. Kaj pravite, katere zakonske podlage ali postopke bi bilo treba poenostaviti za lažji prenos kmetije na mlajše generacije? V bistvu je tako, mi načeloma z birokracijo nismo imeli nekaj velikih težav, zato ker je bila kmetija načeloma čista, imela je pač 2 lastnika in bila je v dovolj velikem obsegu, da smo jo lahko tudi prepisali. V tistem času smo takrat razrešili še mojo sestro, ki je v bistvu tudi dobila svoj delež, ki sta ga v bistvu starša že tudi njej namenila prej, in sta v bistvu že razdelila, da kmetija gre na mlajšo hči, v bistvu drugi del premoženja pa na starejšo. In to se je v bistvu obenem vse rešilo. In tako smo mi v bistvu dosti enostavno peljali zgodbo naprej. Se pa večkrat vprašam, ali je res težava, tako velika težava v sami dokumentaciji, ali je večkrat težava v samem pogovoru v družini in v komunikaciji in sprejemanju različnih generacij in različnih mnenj, tako mladih kot starejših. Vidva z možem imata 3 otroke in kako veselje do kmetije, do podeželja in do dela prenašata nanje? Ja, v bistvu jih vključujeva v delo, vključujeva jih v lepe trenutke, vidijo seveda tudi manj lepe, ampak načeloma sta ponosna na kmetijo, načeloma živita z njo in zelo velikokrat povesta, midva sva pa s kmetijo Ostanek. Ja, to sta bili izjavi na terenu. Domen je govoril predvsem o zapleteni dokumentaciji, o birokraciji, hkrati pa sta oba poudarjala tudi, da zaznavata, da je težava, ker se starejše generacije težko odločijo, da prenesejo kmetijo na svoje potomce. Morda, Andreja, nadaljujeva kar midva, tudi vi zaznavate na terenu med svojimi kolegi. Je to ena od težav? Ja, zagotovo. Sej tej starejši generaciji ni za zameriti, iskreno so se znajdli v takem novem položaju, ker do njih se mi zdi, da pač je bilo to logično, ljudje so bili tudi veliko bolj odvisni od zemlje. Zdaj v tem zadnjem času se mladim odpirajo veliko manj zahtevne priložnosti drugod izven kmetijstva. Hkrati pa je tudi ta odnos starši-otroci se malo sprostil, ni take hude hierarhije, kot je bila včasih, tako da se res potem marsikateri starejši ne znajde v tej situaciji in nastopa precej grobo ali pa zaščitniško do svojega premoženja, kar se mi zdi slabo. Se mi zdi, da je ključna res dobra, odprta komunikacija med družinskimi člani in pač zavedanje, kako moj oče rad reče, da nič ne bomo vzeli s sabo, da to, kar delamo, je najlepše videti, da gre z generacijo naprej. To pa za sabo potegne marsikako popuščanje, prilagajanje in kompromise. Gospod Tomšič, vaša kmetijska zadruga ima približno 1000 članov in me zdaj zanima, koliko med njimi pa je mladih kmetov in iz katerih panog? Jih je več kot v preteklosti, manj? Ja, težko bi rekel natančno število, koliko naših članov je mladih članov. Dejstvo pa je, da je število kmetil vsako leto
večje. Jaz ne bi v celoti delil tega mnenja, da je problematika upadanja kmetij vezana na to, da starejši gospodarji nimajo razumevanja do mlajših in da pravočasno ne predajo tega premoženja naprej. Jaz mislim, da je to razumevanje starejših gospodarjev celo večje, kot je bilo v preteklih letih in da večina gospodarjev na večjih kmetijah zna vzgajati svoje potomce že od malega, jih uvaja v delo in potem bi rekel, da znajo najti način, da se pravočasno prenese premoženje na nove naslednike. Res pa je, da so danes tudi razmere drugačne, da so pričakovanja mladih drugačna, vendar kjer so v družini urejene razmere, kjer se znajo pogovarjati, kjer se poznajo med sabo, zagotovo zna gospodar najti pravi čas, da prenese premoženje tudi na svoje potomce. Nenazadnje je bilo tudi v naši družini temu tako, da smo že praktično od malega vedeli, kdo v naši družini bo kmetijo prevzel in se s tem usprijaznili in vsi v tej smeri delali in se je tudi ta stvar pravilno, dobro in pravočasno zaključila. Gospod Hočevar, zanima me še vaš pogled, ki prihajate iz bančnega sektorja. Kako vidite to, o čemer sta govorila naša sogovornika v videoprispevku? Ja, gospod Tomšič je lepo povzel. Jaz mislim, da se tudi stvari glede tega odvijajo v pravo smer. To se pravi, tudi starejši vse bolj so ozavestili to, da je treba kmetije kot take predajati v roke mlajšim pravočasno. Dejstvo pa je, da je tukaj še en vidik, ki ga je potrebno naslavljati in to je, da mladi dejansko vidijo na kmetiji kot taki priložnost za to, da imajo neko, bom rekel, dostojno življenje v kontekstu, vse bolj primerjajo to s klasičnimi službami, če se tako izrazimo, ali pa z drugimi poslovnimi priložnostmi. To se pravi, ali je moj vložek časa in denarja, v resnici kapitala, na koncu pomeni, da si jaz lahko še ob temu privoščim normalno dopust, kot vsi ostali, če rečem tako, zaposleni oziroma delujoči v drugih gospodarskih panogah, ali imam lahko svoj prosti čas, ali imam lahko tudi svoje aktivnosti izven tega, ali imam kljub temu, da delam na kmetiji, dovolj časa za družino in tako naprej. Tako da vse to je pa ključno povezano tudi seveda z investicijami kot takimi, z večjo dodano vrednostjo, ki prinaša pač, bom rekel, več na koncu boljšo izkoriščenost delovne sile in pa več časa. Tako da mladi so pa tukaj bolj odprti do tega, da se zavedajo, da je potrebno investirati za to, da lahko delaš korake naprej. Omenili ste naložbe oziroma investicije na kmetijah. Kolikšno pa je povpraševanje mladih kmetov po najemu za kredit? Kaj opažate, če recimo vzamete primerjavo zadnjih let? Ja, definitivno so mlajši bolj odprti, bom rekel, tudi do investiranja kot tazga, kar je absolutno povezano potem na koncu tudi z delom financiranja banke kot take. Ker vemo, da pri vseh večjih, če rečem tako, investicijskih ciklih, kjer gre za neko novo izgradnjo hleva oziroma podobno, to pomeni, da to terja velike vložke in ponavadi v veliki večini primerov to pač kmetijska gospodarstva niso sposobna zagotavljati zgolj iz lastnih virov, ampak tukaj preskoči na, bom rekel, na pomoč oziroma participira tudi banka. In mladi so absolutno, bom rekel, bolj odprti za investiranje kot tako, ker vejo, da dolgoročno to vodi, bom rekel, v razvoj in pa v prihodnost, svetlo prihodnost. Poglejmo zdaj še nekatere podatke o slovenskem kmetijstvu, kar zadeva podporo mladim kmetom. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira prevzem kmetijskih gospodarstev od leta 2007. Do leta 2024 je 131 milijoni evrov podprla več kot 4700 mladih kmetov. Povprečna starost upravičencev je 30 let pri moških in 31 let pri ženskah, vendar je delež upravičenk zgolj 20%. Zdaj pa predlagam, da prisluhnimo še eni izjavi, in sicer na terenu smo posneli mamo, ki je zelo zgodaj prenesla kmetijo na svojo hči. Gospa Fanika Simeonov, vi ste predali kmetijo svoji hčerki pri njenih 23 letih, zdaj očitno ste ji zaupali. Zakaj je pomembno, da na kmetiji pride pravočasno do prenosa in kako ste v vašem primeru vedeli, kdaj je ta čas? Kmetija, zemljišča je v bistvu orodje ali pa osnova in to dobimo
in predamo. Kdaj je pravi čas, ali da skočiš, ali da te vržejo, je težko reči. Po nekem občutku, dokler si v bistvu še toliko mlad, da še vsega ne veš, pa da si že toliko izkušen, da bi speljal, tako dogovoren, da bi speljal zadevo. V kmetijstvu je pa v današnjih časih pa tudi to zelo pomembno, da je to kmalu, ker je razvoj v kmetijstvu tako hiter, da ga starejši brez mladih, starejši ga ne dohajamo, z mladimi je to malo lažje, da pa samo še smo za pomoč in neke take nasvete, je pa pomembno. Zdaj, vaša hčerka že ima svojo družino, ali se v vseh nadaljnih odločitvah, načrtih, naložbah odločate še vedno skupaj in kako rešujete morebitne različne poglede, mnenja? Mi z možem kar ob zadevah, kakšnih večjih se usedemo skupaj, podebatiramo, pa ne enkrat, dvakrat, trikrat, vsak z nekim svojim mnenjem. S tem, ko smo ali pa so mladi vrženi v kmetijstvo, jih ta skrb za živali, skrb za obdelano zemljišče drži navzgor. Današnje kapital, zakonodaja jih pa tišči k tlom. In kako se obdržati nad vsem tem, zelo velik prispevek ali pa negativnost je pa tudi javno mnenje. Nekako čutimo, da pa javno mnenje trenutno pa niti ni naklonjeno ne kmetijskim domačim pridelkom, ne mladim kmetom, ne nič kaj, kar se kmetijstva tiče. Tako da so mladi danes kar na veliki preizkušnji, kako naj bodo profesionalci v tem poslu. To je bila izjava gospe Simeonov, mame mlade prevzemnice. Andreja, dobro izhodišče nam je dala gospa za razpravo. Vi prihajate z kmetije, kjer se z delom od dela na kmetiji preživljate tako vi kot vaš mož, vaša starša. In najbrž tudi v vaših primerih, kdaj prihaja do morebitnih nesoglasij ali pa različnih pogledov, kako peljati kmetijo naprej. Kako rešujete te morebitne zaplete? Ja, nesoglasja so. Jih je več, skoraj kot soglasij, ampak ja, tako kot sem rekla, če je prisotno neko popuščanje in pač pripravljenost na kompromise, gre. Dejansko vidim starše, kako jima je hudo v določenih momentih se umakniti, ampak v določenih primerih popustiti, a določenih še vztrajati s kakim svojim mnenjem in tako je dinamično. Ampak se počutite suvereni pri tem, da ste mlada prevzemnica? Ja, sigurno. Pač mislim, nobena stvar se ne bi speljala z nekim hudim nasprotovanjem. Z najine strani sigurno ne, pa tudi z njune ne. Gospod Tomšič, kako pa vi skušate pritegniti mlade kmete v vašo zadrugo? Če vprašam povsem praktično, zakaj bi se za današnjega mladega kmeta izplačalo, da postane del zadruge? Kakšne prednosti ima od tega? Ja, zadruga zagotovo vse skozi išče mehanizme, kako bi pripomogla, da če dalje dlje ohranja število kmetij, kot so zdaj, oziroma da se ta trend upadanja število manjših kmetij zaustavi. To delamo predvsem nekako na 3 načine. Eden je, da poskušamo zagotavljati repromaterial člane pod čim bolj ugodnimi pogoji in na drugi strani odkupovati kmetijske proizvode spet pod čim bolj ugodnimi pogoji, da pripomoremo, da je ta ekonomika na kmetijah tudi za manjše kmetije čim boljša in da s tem poskušamo izničiti razne špekulacije v trgovini, ki se v zadnjem času so še bolj izrazito pojavljale, kot je bilo to v preteklih letih.
Poleg tega mislim, da je zelo pomemben mehanizem kooperacija. Kooperacija je eden osnovnih mehanizmov zadružništva, zaradi katerega je bilo zadružništvo pravzaprav tudi ustanovljeno, da zadruga pripomore svojim članom, kooperantom pri proizvodnji in potem sodeluje pri odkupu kmetijskih proizvodov. V zadnjih letih smo obseg kooperacije izrazito povečali in v letošnjem letu uvajamo poleg živilske kooperacije tudi kooperacije za poljedelce, tako da vsem našim članom omogočamo, da čim lažje izvedejo svoje proizvodnje in potem pod ugodnimi pogoji ta svoj pridelek tudi prodajo. Zdaj, gospa je v izjavi omenjala tudi izrazito negativno javno mnenje, ki velja v družbi. Tudi vi to opažate? Ja, s tem se popolnoma strinjam, da je v družbi do kmetijstva izrazito negativno mnenje in bi rekel, da je lahko to tudi eden izmed številnih dejavnikov, poleg različnih ekonomskih, družbeno-socialnih dejavnikov, ki pripomorejo k temu, da so mladi prevzemniki čedalje manj motivirani za delo, za ohranjanje in nadaljevanje dela na teh kmetijah. Mene predvsem moti ta nekak dvojni odnos družbe do slovenskega kmeta in do tujega kmeta. Imam občutek, da smo do slovenskih pridelovalcev hrane bistveno bolj zahtevni, kot to velja za neko ceneno tujo hrano, ki jo kupimo v trgovinah. Prepričan sem, da se v Sloveniji pri proizvodnji hrane upoštevajo in uveljavljajo bistveno višji standardi, kot to velja za ceneno uvoženo hrano. Mislim, da vse to spada v kontekst, da podlegamo interesom bogatih multinacionalk, ki jim je v interesu izključno kapital, izključno kovanje dobička in na ta račun tudi zamerajo določene slovenske manjše kmetije. Bi na tej točki nadaljevali z vami, gospod Hočevar. Kaj vi opažate, ko mladi kmetje potrkajo na vaša vrata in pridejo k vam po nasvet ali najem za kredit? So negotovi, jih je strah? Katera so najpogostejša vprašanja? Ja, sedaj bom rekel, za leta v leto je izobraženost, govorim glede finančnega dela, boljša. Dejstvo je, da mladi se, bom rekel, v prvi vrsti dobro zavedajo tega, zakaj sploh gredo v investicijo, potem pa se hkrati zavedajo tega, da je osnova za to, da bodo lahko obstoječi dolg potem v bodoče servisirali, da so dejansko v bistvu denarni tokovi oziroma, če poenostavim, pod črto, kaj od tega, kar ustvariš, minus tega, kar imaš stroškov, ostane in v bistvu koliko od tega se lahko namenja dejansko potem za servisiranje dolga kot tacga. Tako da mladi, bom rekel, so tudi bistveno bolj fleksibilni in se zavedajo, kateri viri so na voljo, kar se tiče finančnih spodbud, nepovratnih sredstev. Tako da, bom rekel, pridejo na sestanke že zelo dobro pripravljeni. Dejstvo pa je, da tudi mi v banki poskušamo maksimalno svoje energije pa časa vlagati v to, da jih poskušamo izobraževati na tem delu, ker dejstvo je, da ne moreš biti strokovnjak na vseh področjih in dejstvo je, da zato smo tukaj mi, da jim pomagamo razumeti tudi določena tveganja, ki se absolutno ob vsaki investiciji pojavijo, da mogoče stvari niso, bom rekel, čez celoten cikel odplačevanja kredita potem linearne, ampak gre lahko vmes tudi kaj narobe in tam je zelo pomembno v bistvu, kdo je sogovornik na drugi strani, zato da je ta odnos res lahko dolgoročen. No, seveda je za mlade kmete pomembno tudi, da imajo dovoljšno finančno podporo, ko se odpravijo na svojo pot. In v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike v obdobju 2023-2027 je za mlade kmete predvidenih 47 milijonov evrov za vzpostavitev gospodarstev ter 10 milijonov evrov za dopolnilne dohodkovne podpore. Kljub temu pa zanimanje za ta sredstva ostaja nizko, kar potrjujejo rezultati razpisov iz obdobja 2023-2024, ko je bilo izkoriščenih le del razpoložljivih sredstev.
Andreja Makovec-Beci, ste bili vi deležni kakšne podpore, ko ste pred 2 letoma prevzeli vajeti vaše kmetije in kako vam je ta podpora pomagala? Zakaj je šel ta denar? Smo uspešno kandidirali na razpis za vzpostavitev gospodarstva mladih prevzemnikov. Podporo smo namenili investiciji v mehanizacijo, ker to je rak rana kmetijstva, da mehanizacija nam omogoča res lažje delo, je pa izjemno draga in cene vztrajno rastejo. Se mi zdi nasplošno, zdaj v zadnjem programskem obdobju je prišlo do spremembe te podpore za mlade kmete, kar se mi zdi dobro, da ni nujno, ker do zdaj se je morala ta podpora uporabiti za investicije, zdaj se lahko uporablja tudi za druge namene, recimo za izplačilo deležev ostalim sorojencem, kar se mi zdi dobro, ker na tak način, pač, da lahko mlad kmet sam razpolaga s temi sredstvi, se mi zdi v redu, da tudi za dobre odnose in vse, da so zadeve urejene. Zdaj vi prihajate iz območja pod oznožjem Listce, v bistvu je že skoraj hribovska kmetija, gojite pa kar 6000 kokošji nesnic, drži? Ja, res je, imamo ekološko rejo kokošji nesnic, tako da se kokoši tudi zunaj pasejo in morajo iti tudi same po hribu navzgor. Telovadba, ne? Ja. Gospod Hočevar, prej ste govorili o tem, kakšne nevarnosti oziroma kakšno vprašanje vse imajo mladi kmetje, kakšni pa so pravzaprav pogoji za pridobitev kredita, katere so tiste kljukice, ki jih mora nekdo izpolniti, da sploh je kandidat za najem kredita? Glejte, osnova vsega, tako v kmetijstvu kot podjetništvu, je to, da investicija kot taka, poslovni načrt, bom rekel, pije vodo, zdaj, če se izrazim tako. Dejstvo je, da je treba pogledati v bistvu, kaj bo investicija kot taka prinesla, kakšna je v bistvu verjetnost, da se to uresniči, govorim z vidika trga, to se pravi, za to, kar investiraš, moraš na koncu nekaj z tega proizvesti in to prodati in na koncu ne samo prodati, ampak dejansko tudi na koncu dobiti plačano. Tako da ključno je, to se pravi, kaj recimo, če se osredotočimo na investicije, kaj je v bistvu ta prihodkovni efekt oziroma vidik, kaj na koncu pomeni to na stroškovni učinkovitosti v resnici investiramo, zato ponavadi, da smo tudi bolj stroškovno učinkoviti oziroma nižamo stroške in kaj to na koncu po črto pomeni za prosti denarni tok. To je osnova vsega in z tega se lahko v bistvu na koncu potem servisira dolg. To tako poudarjam z razloga, ker banka v prvi vrsti gleda to. To se pravi, kmetovalci velikokrat imajo v bistvu, bom rekel, v vidu, da je tisto ključno, kar banka zanima, dejansko zavarovanje. Zavarovanje je v resnici sekundarnega pomena. To se pravi, dober poslovni načrt in pa, bom rekel, s trdnimi temelji za pozitivne denarne tokove so tisto osnova, na kateri se gradi. Zavarovanje kot tako je pa v resnici higienika. Ponavadi banka ob podpori, pač, bom rekel, investicijskih ciklov zastavi tisto, kar je predmet investicije. To se pravi, hipoteko na to nepremično premoženje. Seveda je to v strukturi pač dolgoročnih kreditov ta model, pri kratkoročnih verih so pa zadeve malo bolj, bom rekel, specifične, tam ponavadi ne iščemo nekih materialnih zavarovanj kot takih, ampak se ponavadi pač pri kmetovalcih prestopa zgolj s poroštvi recimo lastnikov. Dejstvo pa je, da ključen je poslovni model, pozitiven denarni tok in pa v bistvu, bom rekel, tudi nek track record, če se tako izrazim, banka vedno poskuša delati dolgoročno, z roko v roki, to se pravi, da v resnici kmetovalca na drugi strani dojemaš kot partnerja in postavljaš dolgoročen, trden odnos. Ja, tudi kmet se danes mora obnašati kot podjetnik, najbrž, Andreja, kaj ne? Se mora obnašati kot podjetnik, torej je v ozadju ekonomska logika. Ja, zagotovo. Čeprav zelo uživamo v delu na kmetiji in vsega, pač na koncu je treba položnice plačati in se od tega živeti. Tako da je res, da je eno osebno zadovoljstvo, ampak je ekonomika bistvenega pomena tudi pri mladih kmetih, tako se odločajo, a jim to omogoča približno enako
ekonomsko stanje, kot recimo v kakšni drugi službi. Gospod Tomšič, vi ste omenili, da prihajate iz kmečke družine, da ste imeli kmetijo, da ste se dogovorili in tako naprej. Če bi bili danes v položaju, ko bi bili mlad kmet, bodoči mladi prevzemnik, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredili? Ja, jaz v zadnjih letih čedalje bolj ugotavljam, v bistvu kakšen privilegij imam, kakšen privilegij sem imel, da sem se rodil v skromni, relativno revni družini za tiste čase. Še posebej to ugotavljam, ko vidim sedanje otroke, ki imajo vsega preveč in vidim, da smo ipak mi bili precej bolj zadovoljni, precej več strasti smo kazali, kot jo danes kažejo ti otroci, ki imajo vsega dovolj. Ob otvoritvi sem zagledal pred odrom tamle ena kangelca mleka, je bila, mislim, da je še tamle ena kangelca, ne. To je ena 10-litrska kangelca, s tako kangelco smo mi kakšnih 25-30 let nazaj otroci bosi po makadamski cesti nosili tisti mleček v neko skupno zbiralnico, ampak z kakšnimi 10 glavami živine, nekaj malega krompirčka smo pridelali, nekaj poljščin, smo nekako je družina s tem preživela. So nas pa naučili starši poštenosti, odnosa do dela, skromnosti in so nas naučili, da se je treba v življenju boriti. In to se mi zdi posebej pomembno. Jaz pač nisem bil soočen s tem, da bi se mogel ukvarjati s tem, kako bi jaz vodil kmetijo, ker je bil s tem soočen moj brat. Če pa bi bil, bi verjetno se specializiral za eno izmed dveh osnovnih kmetijskih dejavnosti, ki se na našem področju jugovzhodne Slovenije izvajata in za katere imamo relativno dobre ali pa solidne pogoje, to je govedoreja ali pa mlekarstvo. Verjetno bi za eno izmed teh dveh dejavnosti preučil, kakšen je tisti kritičen obseg poslovanja ali pa obseg reje govedi ali pa obseg proizvodnje mleka, s katerim se danes da preživeti. Vzel bi si še nekaj rezerve in začel graditi vire, da bi tako proizvodnjo vzpostavil. Potem se začne pa znanost, potem se začne pa tako kot na vsakem področju, če se ga profesionalno lotiš, znanost, kako optimirati proizvodnjo, kako zmanjševati stroške. Hvala lepa tudi za to vašo izkušnjo. Gospod Tomšič, ko pravite, ne, da ste imeli to izkušnjo o tem, da se je včasih splačalo, ne, če tudi si imel 10 litrov mleka, ali danes ni več tega občutka, da se nekaj splača, ali se splača pokositi še en košček travnika ali ne? Ja, žal se odnos do dela v družbi spremenja. Ne velja to samo za kmetijstvo, velja tudi za druge dejavnosti. Danes pač smo soočeni s tem, da po eni strani se pričakuje, da v družbi vsem vse pripada, s tem smo soočeni dnevno, ko poslušamo javne medije, da vsem vse pripada. In s tem verjamem, da prihaja tudi tega, da se, ne vem, zgublja ta zavest, da je treba si sploh nadstandard prislužiti z nekim poštenim delom, ne. Včasih smo mi imeli nekako v mislih, da nam pripada morda res nek osnovni minimalni standard in da se je treba za nadstandard potruditi. Danes je žal že temu tako, da se v družbi daje občutek, da vsem pripada nadstandard, zato se počasi izgublja ta odnos do zemlje, do dela, ki pa dejstvo je, da pač se v celoti finančno ne izplača, ne. Res pa je, da pač vsi skupaj, ki smo v ta sistem vključeni, pa se moramo truditi, tako zadruga kot družba, da bomo pa zagotovili pogoje, ki bojo ob nekih normalnih kapacitetah zagotavljali, da se da od kmetije preživeti. Brez tega pa zagotovo kmetijstva ne bo. Morda, Andrej Makovec-Bec, izpostavimo še en vidik pri vas. Vi ste tudi, poleg tega, da ste mlada kmetica, ste tudi mlada mamica. Kako pa usklajujete delo na kmetiji z materinstvom? Ja, to je hkrati zelo lepo, hkrati včasih nevarno. Mislim, pogosto, sploh zdaj, dok je še majhen, se mi zdi res
pomembno, mislim, izjemno lepo. To se mi zdi tudi ena taka lepša stvar kmetijstva, da je lahko otrok vključen v tvoje življenje, v tvoje delo, da te vidi, ko si ti v službi, recimo, ne, ker tega v drugih poklicih nekje ja, ampak večinoma otroci ne morejo videti. Tako da ja, je pa predvsem ta skrb res za varstvo pri delu, se mi zdi pa se mi zdi, da pri drugih bolj, se ti zdi to bolj pomembno, kot pa pri sebi. Ko smo se pred kratkim pogovarjali o stanju v kmetijstvu v Sloveniji, pa tudi sicer na splošno, ste omenili še en vidik, in sicer, da se morda od staršev včasih prevečkrat pričakuje, da bo prvi sin prevzel kmetijo. Zdaj vi imate sina, vaš prvorojenec. Kako ga boste navduševali, da bo recimo prevzel kmetijo, če bo imel voljo, ali pa če se odloči, da ne bo šel na to pot? Ja, jaz imam tako mišljenje, da mislim, tudi ko gledam svoje vrstnike in v družinah, kjer imajo sinove, je res to avtomatsko prepričanje, da bojo oni prevzeli kmetijo, pa čeprav recimo bi mogoče katera od hčera bila bistveno bolj primerna, ima bistveno večji občutek za živali recimo, ali pa karkoli, ampak ker nekako včasih ni bilo te izbire. Jaz zaenkrat imam samo enega otroka, če jih bo kdaj več, se mi zdi prav, da imajo izbiro, no? Da tega ne determiniramo glede na spol, ker so lahko glih tako punce čisto v redu za mehanizacijo, za živalmi, za kmetijstvo. To stigmo se mi zdi, da je prav, da odpravimo. Mislim, da je rdeča nit letošnjega sejma, gospod Tomšič, me popravite, če se motim, kupujmo lokalno, spoštujmo domače. Ja, to sem že prej povedal, spoštujmo domače, zato ker v Sloveniji obstajajo nekako dvojna merila, da do slovenskih pridelovalcev hrane, do slovenske hrane napram tuje uvoženi hrane. Čeprav smo, mislim, do slovenskih pridelovalcev hrane smo izredno kritični, vedno postavljamo nove zahteve, ne sprašamo se pa, pod kakšnimi pogoji pridelana ta cenena tuja hrana iz tujine, in prepričan sem, da gre tukaj za interesov bogatih multinacionalk. Pač mislim, da tudi ta okrogla miza je na nek način namenjena temu, da v čim širšem okolju opozarjamo, da to ni prav. Opozarjamo, da ni dobro, da slovenske manjše kmetije zamerajo, da to ni dobro z vidika samo oskrbe slovenske krajine in tako naprej. In tudi ni dobro, da kupujemo ceneno tujo hrano, da moramo, po eni strani zaradi same kvalitetne hrane, po drugi strani pa tudi zaradi podpore slovenskim pridelovalcem hrane se moramo odločiti v primeru nakupov, se moramo odločiti za slovenske pridelovalce, za slovensko hrano. Gospod Hočevar, morda še zadnje vprašanje za vas. Ko se odločate, kje in pri kom boste kupili hrano in kmetijske izdelke, gledate na to, da je hrana slovenska? Ja, definitivno. Zelo dobra iztočnica. Dejstvo je, da se bo treba v bistvu tudi ozavestiti v širšem kontekstu družbenem, da pač slovensko lokalno pridelano hrano je vredno in jo je vredno in potrebno plačati kakšen evro več. Dejstvo je, da ljudje, bom rekel, sploh v tej potrošniško naravnani družbi, bom rekel, si delamo stroške vse povsod, kjer mogoče ne bi bilo to nujno ali pa potrebno. Dejstvo pa je, da bomo mogli pogledati tudi na to lokalno noto, pa podporo slovenskemu kmetu izkazati potem tudi na koncu preko tega, da smo pripravljeni za to plačati nekaj več. Hvala lepa vsem trem sogovornikom. Čas za našo okroglo mizo se je iztekel. Hvala lepa vsem trem za udeležbo in vsem vam, ki ste se udeležili današnjega dogodka, katerega sponzor je bil NLB. Naj vaša kmetija raste in se razvija. NLB Agro s prilagojeno ponudbo financiranja in individualno obravnavo. Za vse, kar sledi. NLB. Vsem skupaj želimo še naprej prijeten sejemski dan ter uspeha in zadovoljstva pri delu, ki ga opravljate. Sporočilo mladim kmetom pa naj bo: pogumno naprej.